Derbi 28. kroga Serie A se odigral v Rimu na stadionu Olimpico med domačo Romo in gostujočim Milanom. Milan skuša slabo sezono rešiti z vsaj končnim 4. mestom na lestvici Serie A, ki bi ga še popeljalo v Ligo prvakov. Zato so na gostovanju pri Romi pritisnili in v 56 minuti je predložek takole fantastično izkoristil Kaká in popeljal Milan v vodstvo. Kaká se je s tem zadetkom odkupil navijačem Milana za številne zapravljene priložnosti v prvem polčasu. V 76 minuti pa obramba Milana naredila preveč napak, žogo je na koncu sprejel Žuli in zadbil za 1-1. Kar 5 branilcev Milana ni moglo zaustaviti napadalce Rome, ki so to akcijo zaključili. Tekme pa še ni bilo konec. V 81 minuti je namreč zadnja vrsta Milana pozabila na Vučinića, ki je popeljal Romo v vodstvo z 2-1. Roma tako ostaja za vodilnim Interjem za 6 točk, Milan pa zaostaja za 4. uvrščeno Fiorentino za 4 točke. Arsenal je na domačem štadionu gostil Middlesbrough in že v 24 minuti so se domačini znašli v težavah, ko je Middlesbrough izvedel hitro akcijo, na levi strani je žogo sprejel Tunkaj, podal v sredino, Ali Adjer pa je zadel v nebranjeni del mreže. Končni izid tekme je bil postavljen v 86 minuti, potem ko so domačini izvedli kot, glavo je podstavil Kolo Touré, obramba Middlesbrougha pa se ni izkazala. Gre že za 4. zaporedni remi Arsenala, s čimer so omogočili, da se Manchester United prebije na vrh. Derby County je gostil Manchester United in se v uvodnih minutah izboril kar nekaj priložnosti, vendar je goste reševal odlični Foster. Edini zadetek so gledalci lahko videli v 76 minuti, ko je po odlični podaji Rooneyja takole zadel Ronaldo. Z njegovo pomočjo je Manchester United znova na vrhu Premier lige. V La Coruni sta se na Riazorju pomerila domači Deportivo in gostujoči Real iz Madrida. Edini zadetek so gledalci videli v 58 minuti, prodor Felipeja, Pepe pa je tako z nogo poslal predložek Felipeja za hrbet lastnega vratarja Ikerja Casillasa. Avtogol Pepe je bil tudi edini zadetek, ki so ga gledalci na srečanju videli. Real je sicer poskušal pritiskati, a ni mu uspel streti obrambe Deportiva, medtem ko so domači imeli še številne priložnosti iz protinapadov. Poraza madridskega Reala pa ni znala popolnoma izkoristiti Barcelona, ki je zgolj z remijem 2-2 v Almeriji, tako sedaj na drugem mestu, za madridskim Realom pa zaostaja za še vedno velikih 7 točk. V Bundesligi je slovenskemu trenerju Bojanu Prašnikarju uspel še en veliki met. Pred domačimi gledalci je namreč s Cottbusom pričakal siloviti münchenski Bayern. Že v 18 minuti so domači povedli po strelu Jelića. Bayern je imel najlepšo priložnost za izenačenje preko 11-metrovke, ki jo je izvajal Franck Ribéry, vratar domačih Tremelj pa se ob tem strelu Ribéryja izvrstno izkazal. 38 minuti pa ponovno Jelić, ki je izigral obrambo Bayerna in povedel Cottbus v vodstvo za končnih 2-0. Cottbus se tako odlepil z dna lestvice, münchenski Bayern pa kljub drugemu letošnjemu porazu ostaja na prvem mestu, saj je izgubil tudi Werder. Najbližji zasledovalec münchenskemu Bayernu je trenutno HSV na drugem mestu, ki zaostaja za 5 točk.